K besedi vabim predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Spoštovane gospe in gospodje, prosim vas, da z minuto molka počastimo spomin na frankolovske žrtve. Slava jim. Spoštovane gospe in gospodje, letos poleti bomo praznovali 30. obletnico ustanovitve in obrambe naše samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Upam, da bomo ta praznik praznovali vsi skupaj in ponosno. Verjetno se bomo zlasti najprej, predvsem, spomnili naše enotnosti pred 30 leti, ki je botrovala plebiscitu, ustanovitvi lastne države, enotni obrambi njene države, mednarodnemu priznanju in začetku njene poti v domače in mednarodno življenje. Posebej se bomo spomnili voditeljev, ki so takrat pogumno, premočrtno, ob sodelovanju premagali vse težave od plebiscita do razglasitve in skozi 10-dnevno vojno do obrambe naše države in tako skupaj z slovenskim ljudstvom obranili svobodo novo ustanovljene države. Ob današnji slovesnosti tukaj bi rad povabil vse, da tudi v tistih slovesnih dneh ne pozabimo na vse tiste žrtve v prejšnjih desetletjih in stoletjih, ki imajo spomenike ali pa ne, vse povsod po naši domovini in so žrtvovali svoje življenja za to, da danes mi dihamo svobodo s polnimi pljuči. Slovenci smo bili vse od zamisli o zedinjeni Sloveniji, tam na sredi 19. stoletja, ob pomladi narodov in kasneje, ko je zorela misel o tem, da bi živeli skupaj in neodvisno, deležni grobih napadov, tudi takih, ki so jemali življenja in takih, kjer se je bilo potrebno postaviti po robu z odporom, da smo obranili našo nacionalno identiteto in našo svobodo. Prosim vse, da takrat, ko se bomo spominjali s ponosom ustanovitve naše države, hkrati v kotičku našega zgodovinskega spomina obeležimo tudi spomin na vse tiste, ki so v tem čudovitem zgodovinskem loku omogočili, ustvarili pogoje za to, da smo mi, srečna generacija Slovencev, lahko dočakali dan, ko smo tudi na osnovi njihovega boja, osvobodilnega boja, njihovih žrtev, lahko ustanovili našo lastno državo. Danes jo imamo, mir je, živimo v širši domovini, Evropski uniji, čutimo varnost. Seveda, v zadnjem letu nas preizkuša zdravstvena kriza, stiske, socialne, duševne, preizkuša našo solidarnost, naše potrpljenje. Pa tudi, ko bo te krize konec, bo dovolj težav, izzivov in priložnosti,
da našim otrokom in njih otrokom omogočimo varno življenje in polno blaginjo, če in kolikor, in to je misel za današnji dan, bomo znali tudi sodelovati. Razumljivo je, da v demokratičnih družbah in državah obstajajo med nami razlike, imamo svobodo, da jih izpovemo, dolžnost, da jih izpovemo na dostojen način, da nikogar ne žalimo, da nismo sovražni. Imamo pa tudi neko moralno, se mi zdi, dolžnost, da prav zaradi teh razlik, ki so v takih demokratičnih družbah običajne, poiščemo vse mogoče mostove sodelovanja in poskušamo poiskati kompromise, ki našo lepo deželo peljejo naprej. Zdi se mi, da smo že videli čase, ko je bilo zelo popularno, če se je sodelovalo in se je to videlo kot znak moči. In živimo danes mogoče v časih, ko se sodelovanje vidi kot znak šibkosti. Iz moje izkušnje, mislim, da je tako tudi z vašo, se lahko naučimo, da velike napredke naš slovenski narod zmore, če znamo stopiti skupaj. Ne zato, ker nimamo razlik med seboj, ampak prav zato, ker so. Ne sodelujemo zato, ker mislimo enako. Sodelujemo zato, ker mislimo različno in se skušamo dogovoriti o tem, kako živeti skupaj. Tudi tukaj, ob spomeniku frankolovskim žrtvam in ob spomenikih vse povsod po Sloveniji, rodoljubom, domoljubom, ki so žrtvovali naša življenja, na nek način dolgujemo to našo moralno dolžnost, da po svojih najboljših močeh, mirno, kulturno, modro, poskušamo poiskati poti, da med vsemi našimi zamislimi o sedanjosti in prihodnosti najdemo tiste, ki bodo največji večini naših ljudi zagotovile mir, svobodo, varnost in blaginjo. Hvala za vašo pozornost.